Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. V Sloveniji še vedno odmeva glasovanje o zaupnici vladi v državnem zboru in predvsem govor predsednika vlade, v katerem je največ prostora namenil obračunu z mediji. O tem, kdo pri nas obvladuje medije, smo ob nočni seji zabeležili nekaj zanimivih izjav. Poslanec SDS Branko Grims nam je tako povedal, kaj bi bilo potrebno, da premier ne bi več grozil z odstopom vlade. Jaz mislim, da bi bilo ključno za to, da bi dobil zagotovilo, da nihče več ne bo z lažmi blatil naše države, domovine Slovenije v tujini in Evropi dopovedoval, da naša država ne sme voditi Evrope. Kdo ne bi to zagotovilo dal? Ker tisti, ki so v tujino poslali trditev, da naša država ne pripravlja, da vodi Evropsko unijo. On pričakuje, da bo priklicana peticija, ali kaj? Jaz mislim, da bi bilo lepo, da bi pojasnili sami novinarji, kako je s tem stanjem. Kako je torej s tem stanjem? Komentar pobudnik peticije proti cenzuri Matej Šurc. Evropa je lepa, spoštljiva gospa, ki na vsakih 6 mesecev dobi drugega spremljevalca. Ti gospodje so običajno pozorni, vljudni in potrpežljivi. Najdejo se tudi tečnobe, ki druženje z Evropo jemljejo rutinsko, celo kot breme, zaradi obveznosti doma v družini. Na vrsto pa zdaj prihaja nov partner, ki se je šele pred kratkim preselil v sosesko, v kateri živi Evropa. In kdo je ta novi spremljevalec? Že kot otrok je med igro v peskovniku vedno hotel biti glavni. Če mu ni uspelo, je jokal. Ko je v izložbi videl plastične oklepnike, je tulil in cepetal z nogami tako dolgo, dokler nemočni starši niso popustili. Tiste, ki se z njim niso šli vojske, je nahrulil, češ da so izdajalci. S fračo je rad streljal živali. Če pa je v hrbet zadel človeka, je ta, ko se je obrnil, pred seboj zagledal nedolžno, čustveno prizadeto bitje. Ko so ga oblasti nekoč neupravičeno zaprle, je večina njegovih rojakov protestirala in bil je izpuščen. Ta fant je potem zrasel v spoštovanega gospoda, a še naprej je brcal tiste, ki so mu bili na poti, in zdaj mu je dano zgodovinsko srečanje z gospo Evropo. Toda tik pred vstopom v Evropsko hišo z grozo opazi, da je skupina rojakov, med njimi tudi tisti, ki so ga nekoč reševali iz zapora, na pročelje pravkar napisala žlehtnoba. Takoj se mu po licih razlijajo solze, z levico si briše nos, z desnico pa si na sence nastavi pištolo. Zraven kriči, da bo sprožil, če takoj ne zbrišajo besede žlehtnoba. Na dvorišču se zbirajo ljudje in sprašujejo, čemu ta hrup. Evropa med tem v zadregi gleda skozi okno, nihče pa ne ve, da je gospodova pištola prazna. Zgodba je seveda izmišljena, vsaka podobnost s predsednikom vlade, z novinarsko peticijo in s predsedovanjem Evropski uniji je zgolj naključna. Najpomembnejše sporočilo predsednika vlade po glasovanju o zaupnici je bilo, da je sporazum o sodelovanju strank med predsedovanjem EU mrtva črka na papirju, kot da je bila kdaj živa. Kljub temu je predsednik socialnih demokratov Borut Pahor naslednje jutro premierju Janezu Janši poslal pismo, v katerem ga poziva naj nedvoumno pove, ali sporazum še velja. Sledilo je Denisovo vprašanje. Koliko časa boste pošiljali še ta pisma, gospod Pahor? Ali res ne razumete besed, ki jih izreče Janez Janša javno? Vsi jih nekako razumemo, samo vi pišete pisma. To pismo ni napisano samo zato, da bi predsednika vlade pozdravil ali mu želel vse najboljše, ampak da bi od njega slišal jasno stališče, kaj je mislil z včerajšnjimi besedami, da je sporazum, ki je bil podpisan 17. maja, sedaj ostal samo mrtva črka na papirju. Mislim, da je prav, da vse stranke podpisnice vemo, kakšen je odnos predsednika vlade do tega sporazuma. Ajde, snemi. Še bolj zanimiv je bil odgovor na drugo Denisovo vprašanje. Spusnil. Gospod Pahor, ali se vi morda ne zavedate vsega tega, ampak vas bom takole vprašal. Ali morda vi zamujate priložnost, da se končno odzovete na obtožbe, kje ste SD-jevci dobili milijarde in pokupili vsa podjetja, ki imate privezano jahto, da ste vodilo drevo, še marsikaj drugega je izrečenega, da nadzorujete medije, da imate po teh 2 hobotnicah v bistvu skoraj vse medije glavni v državi. Ali vi zdaj zamujate priložnost, da se odzovete na te hude obtožbe in kako bojo vaši volivci oziroma vaši podporniki sploh razumeli, da je tukaj laž oziroma če sploh je? Glede kritik bo dovolj časa, da javnost dobi pojasnilo zanje.
tako da glede tega nisem zaskrbljen. Osebno mi je bilo v teh dneh najbolj pomembno, da slovenska javnost ne bi verjela tistim ocenam, da socialni demokrati kakorkoli v mednarodni skupnosti, v Evropski uniji ali sicer delamo proti interesom Slovenije. Nekaj držim kul izučem. Hudo! Glasovanje o zaupnici je premier interpretiral kot preverjanje enotnosti slovenske politike pred predsedovanjem EU. Ker vlade opozicija ni podprla, smo predsednika zares Gregorja Golobiča vprašali, ali si bo torej vlada lahko lastila vse zasluge za uspešno predsedovanje in inflacijo. Jaz ne dvomim, da bi to naredila v vsakem primeru. Temu so vlade običajno nagnjene. Morda tudi zato doslej podpisnic tega sporazuma niso čutili za potrebne kakorkoli obveščati o poteku priprav ali se z njimi posvetovati o katerikoli dilemi. Pred izglasovanjem zaupnice je predsednik vlade obljubil tudi umik predlaganih šolskih zakonov, ki jim je grozilo, da bodo končali na referendumu. Zakoni so bili nato umaknjeni in tako je vloženi v proceduro novi, brez najbolj spornih členov o financiranju. Opozicija je to vladno potezo pozdravila. Sindikat vzgoje in izobraževanja pa je kljub temu napovedal, da spremenjene zakonodaje ne bo podprl. Minister za šolstvo in podpredsednik stranke SDS Milan Zvir je to napoved sindikata komentiral takole. Ne preseneča me stališče, skrajno stališče vodstva sindikata Sviza, zlasti gospoda Branimirja Štruklja. Kljub tomu, da so nekatere opozicijske poslanske skupine, zlasti LDS, pa tudi poslanka Širca in še nekateri izrazili podporo tej odločitvi. Jaz praktično ne vem, kaj bi lahko še počeli in storili, da bi zadovoljili gospoda Branimirja Štruklja. Vladni umik najbolj spornih členov iz šolskih zakonov je komentiral tudi podpredsednik Slovenske škofovske konference in celjski škof Anton Stres. Ko je ta predlog bil zavrnjen oziroma ko so ga začeli zelo hudo napadati, je bil to neke vrste kulturni boj. Vlada Republike Slovenije je upravičeno presodila, da bi za slovensko družbo tako ideološko zaostrovanje in oživljanje kulturnega boja bilo škodljivo, še posebno v tem trenutku. Slovenski škofi obžalujemo, da bodo zaradi sovraštva do katoliške cerkve starši, ki pošiljajo otroke v zasebne šole, diskriminirani. Samo upamo, da bo Ustavno sodišče to krivico čim prej odpravilo. Maša vizo za šport? Ne. Že junija si rekel, da ga boš naredil. To spa ti rekel. Ja, se res. Šport, šah in doping. Protidopinška komisija Atletske zveze Slovenije je proti tekačici Jolandi Čeplak predlagala uvedbo disciplinskega postopka. Kot je povedal predsednik zveze Peter Kukovica, so to storili zaradi kršenja protidopinških pravil. Atletska zveza Slovenije je uvrgla vse sume o morebitnih nepravilnostih v primeru pozitivnih dopinških testov Jolande Čeplak in ob tem upoštevala vse pravno-formalne pogoje v tem primeru. In žal nam je, da se je v primeru Jolande Čeplak dogodilo to, kar smo danes podali izjavo. Na odločitev se je že odzvala Čeplakova, ki pravi, navedek, v kratkem pričakujem nova dejstva in bom o tem obvestila javnost. Konec navedka. Slovenija, 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 kulturac. Leka se te vidi skozi mikrofon. 1. januarja 1898 so v slovenski prestolnici, natančneje v takratni mestni elektrarni Ljubljanski, slavnostno zabrneli stroji, s pomočjo katerih je mesto prvič osvetlila električna svetloba. Ljubljana se tako približuje 110. obletnici svoje elektrifikacije. Zato so v stari elektrarni, ki v zadnjih letih služi predvsem kot prizorišče mnogih kulturnih dogodkov, ta dogodek slavnostno obeležili. Prve žarnice so bile sicer nič kaj podobne današnjim. Z medlo, rdečkasto svetlobo so brlele v noč, a kljub temu ni nihče več pomislil na plin, ki je bil pred elektriko najbolj razširjen vir energije. In mestni prižagalci so vsak večer
ročno prižigali in zjutraj ugašali vsako cestno luč posebej. A te boš tudi pogodbo dali? Čakaj, nisem jaz danes, ko so vsi ostali odsotni. Ej, meni piše v pogodbi, da se moram sam vsake tek cajt odnetelj pojaviti, le. Še vreme? Naj vse voditelje dnevnikov zadane strela, a ne smrtno, tako da bo jutri lahko vodil dnevnik kdo drug. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.